Po kakšnih pravilih bodo morali igrati spletni vplivneži, kakšnim omejitvam in kakšnemu nadzoru bodo podvrženi? Na kulturnem ministrstvu naj bi ta vprašanja spet odprli v okviru prenove medijskega zakona. Predlog bodo v javno razpravo poslali v prihodnjih dneh. Žana Vrtačnik. Da bo jesen čas tudi za prenovo medijskega zakona, so predstavniki vlade napovedali na julijskem koalicijskem vrhu, s tem pa očitno pohiteli. Še ta teden bo predvidoma dan v javno obravnavo in tudi v medresorsko usklajevanje. Z ministrstva so sporočili le, da bodo sledili programu vlade, v katerem piše, da bodo prenovili določbe o finančnih podporah medijem. In sicer še pišejo z namenom zagotavljanja pogojev za svobodo izražanja oziroma pravico državljanov do javnega obveščanja. Usklajujemo zadnje predloge, tako da čisto končne različice v tem trenutku ne moremo še povedati. S kritiko na račun kulturnih politik nove vlade pa politični nasprotniki. Generalni sekretar Svobode našteva ustavljeni razpisi, zamrznjeno financiranje kulturnikov, umik od projekta Zavoda za sodobni ples, za muzej prave zgodovine pa se denar seveda najde. Cela Slovenija govori o eni ministrici, medtem ko se država sooča s hudo sušo, ki zahteva urgentno državno pomoč. Kulturno ministrstvo pa naj bi se torej neuradno pri prenovi medijskega zakona med drugim lotilo tudi področja spletnih vplivnežev. Pravila igre naj bi zanje nekoliko sprostili, kar so od prejšnje vlade zahtevali nekateri vplivneži iz kroga stranke SDS. Si že videla tole peticijo na socialnih omrežjih? A te lahko prosim, da podpišeš, ker se gre konec koncev tudi za tvojo svobodo govora? Njena peticija z okoli 15.000 podpisi ni obrodila sadov, zakon je zaživel in vplivneže zavezal k razkritju nasprotja interesov, k zaščiti otrok, jasno razvidnemu oglaševanju ter prepovedi spodbujanja nasilja ali sovraštva. Nad njimi pa bdi medijski inšpektorat, ki je v slabem letu dni prejel 14 prijav, vse zaradi domnevnega prikritega oglaševanja. V 7 primerih posamezniki sploh niso dosegali praga 10.000 sledilcev, v 4 primerih kršitev ni bilo, 3 prijave pa so odstopili drugim inšpektoratom.